Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. Te Večer je zjutraj dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 25. septembra 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. V nadaljevanju. Presenečenje v domu starejših občanov Tezno. Od 1. oktobra ga bo kot vršilka dolžnosti na mesto Franja Jakob vodila Polona Lah. Koliko stane kvadratni meter stanovanja v Ljubljani, Mariboru in Celju? Dostojanko in njeni skrajnc, oče in sin, ki uspešno hodita vsak po svoji glasbeni poti. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. V domu starejših občanov Tezno so v torek na seji, ki je trajala dobre 4 ure, razrešili vršilko dolžnosti direktorice Franjo Jakob. Svet državnega zavoda se torej na seji, ki je potekala v napetem vzdušju, kot piše naša novinarka Barbara Bradač, odločil za razrešitev vršilke dolžnosti, hkrati pa za presenetljiv korak izvolitev Polone Lah za novo vršilko dolžnosti direktorice. Barbara Bradač, ti si bila na seji, del je bil sicer zaprt za javnost oziroma za medije. Povej, kaj se je dogajalo, kakšno je bilo torej vzdušje, razpoloženje tam. Vzdušje je bilo precej napeto, že od prve minute, ko je predsednica sveta zavoda, gospa Madeja Kugl, predlagala in bil sklep tudi sprejet, da se člani državnega sveta zavoda ne smejo fotografirati. Odločitev je bila tudi sprejeta, da najpomembnejša točka ali pa najbolj pereča točka, 10. točka, razrešitev vršilke dolžnosti Franje Jakob, da se ta točka zapre za javnost, čeprav ni znano, kakšno poslovno skrivnost ali osebne podatke bi na tej točki obravnavali. Zanimivo in presenetljivo pa je bilo imenovanje nove vršilke dolžnosti gospe Polone Lah, kajti te točke o imenovanju sploh ni bilo na dnevnem redu. Še več, gospa Polona Lah se je seje udeležila, pripravila predstavitev, krajšo svojo predstavitev, in nato so člani sveta zavoda, ki so bili prisotni, o gospe Lah glasovali in jo tudi izglasovali za vršilko dolžnosti. 4 ure so bile pa res naporne, bilo je izpostavljenih mnogo napak, postopkovnih nepravilnosti, ki da jih je povzročila gospa Franja Jakob v svojem skoraj 6-mesečnem vodenju kot vršilka dolžnosti tega doma. Dejstvo je, da so ji bile očitane tudi določene napake in nepravilnosti še iz časa, ko gospa še ni bila vršilka dolžnosti. Gospa Kugl je kar tako malo šolsko šolala gospo Jakob, 4 ure je polagala na srce, da je treba slediti postopkom, da je treba ubrati pravilne postopke, da ne sme delati po domače, da se na ta način sama sebe zaščiti. Nalagala je tudi, oziroma cel svet zavoda, določene sklepe v izvršitev, med njimi, da mora v 3 dneh odgovoriti županji občine Ruše na en dopis. Zato je bila razrešitev na to gospe Franje Jakob še toliko bolj presenečenje. Kako se je v bistvu odzvala Franja Jakob in pa tudi še kakšno besedo torej o novi vede direktorici Poloni Lah, kaj vemo o njej, odkot jo morda že poznamo? Po torkovi seji sveta zavoda nihče od članov ni dajal izjav. Namreč po poslovniku lahko le predsednica komunicira z mediji, zato smo tudi ostali brez izjav. Šele danes je gospa potrdila, da je gospa Lah nova vršilka dolžnosti. Gospa Franja Jakob se vrača na svoje delovno mesto kot vodja socialne službe, kar opravlja v tem domu, mislim, da že okrog 20 let. O razrešitvi včeraj ni bila seznanjena, tudi ona je morala ob glasovanju zapustiti sejo. Gospa Polona Lah ni popolnoma nepopisan list v socialnem varstvu. Bila je vodja projektov v domu starejših oziroma domu Danice Vogrinec Maribor, v največjem državnem domu. Takrat je z ekipo sodelavcev v projektu večgeneracijskega centra organizirala počitniško varstvo za množico otrok in tudi zaradi tega je prejela naziv
Slovenka leta 2018. Super, Barbara, hvala za ta pojasnila. Sedaj bom naredila, upam, da en ne preveč brezčuten prehod v današnji izdaji časopisa Večer. Obdeluješ tudi neko povsem drugo temo, in sicer gobarska sezona in cene na tržnici, naša stalna rubrika. Prosim, povej, katere gobe se prodajajo na tržnici in koliko stanejo. Verjamem, da je to nekaj, kar zanima veliko ljudi. Koliko stanejo, naj kliknejo na večer.com ali kupijo tiskani Večer. Ne, hecam se. Ja, naše delo novinarjev je zelo pestro, raznoliko. Pokrivamo različna področja in prav veseljem je, da že mnogo let spremljam tudi dogajanje na osrednji mariborski tržnici skupaj s pridelki in cenami in pridelovalci in kmetovalci ter prodajalci. In se včasih že kar malo poznamo, se vidimo skoraj vsak teden. Gobe rastejo, a so me že opozorili, da malo manj kot so, in napovedujejo izkušeni gobarji, da to ohlajanje vremena ne kaže nič kaj dobrega za gobarje. Koliko rastanejo oziroma kaj na tržnici je v ponudbi od teh gob, ki se jih nabere v naravi? Jurčki, lisičke, drugače pa imamo tudi šampinjone, šitake, kraljeve ostrigare in podobno. Jurčki so okrog 30 € za kilogram, lahko malo manj, lahko tudi kaj več. Saj veste, pri jurčkih manjši so, lepši so, bolj so zdravi, bolj so mladi, malo višja cena, starejši, večji, debelejši, malo nižja cena. Lisičke med 20 in 25 € za kilogram. Še enkrat, cene so na tržnici stvar ponudbe in povpraševanja. Če je ponudbe več, je lahko tudi cena malo nižja, če je ponudbe manj, je lahko cena tudi malo višja, tako da prosim, ne me jemati za vsak cent zdravo zagotovo. Hvala, Barbara, za ta pojasnila. Na družbenih omrežjih je nedavno veliko pozornosti vzbudil oglas za 3-sobno stanovanje v Bukaci Maribor, začetno ceno 250 000 € in pogojem, da ga dobi najvišji ponudnik. Primer je znova odprl vprašanje, koliko so danes vredni kvadratni metri stanovanj in kako hitro rastejo cene na slovenskem nepremičninskem trgu. Strokovnjaki opozarjajo, da so licitacije, kjer kupci med seboj tekmujejo in sami dvigujejo cene, v Ljubljani in Mariboru vse pogostejše, včasih pa jih spremljajo tudi dvomi o transparentnosti. Povpraševanje po stanovanjih je največje v prestolnici, kjer se kvadratni meter že približuje 4500 €. V Mariboru povprečna cena znaša okoli 2500 €, v Celju pa 2750 €, kar pomeni, da je knežje mesto po vrednosti nepremičnin že prehitelo mesto pod Pohorjem. Čeprav se rast cen nekoliko umirja, povpraševanje ostaja veliko, zato nepremičninski posredniki, s katerimi smo se pogovarjali, ocenjujejo, da bo nepremičninski trg še naprej poln tekmovalnosti in negotovosti. Četrtkova tiskana izdaja Večera prinaša 8 dodatnih strani branja s prilogo Štajerc, ki izpostavlja lokalne zgodbe. Na tokratni naslovnici prinašamo zgodbo o Janku in Denisu Krajncu, očetu in sinu, ki uspešno hodita vsak po svoji glasbeni poti. O njunem domačem Višečkem vrhu ni dneva brez glasbe, pripovedujeta. Janko je bil 5 let član zasedbe Ambicija, s katero so posneli 2 kaseti, še 5 let pa član zasedbe Mitrej. Igrali so na praznovanjih in porokah, kjer je poprijel za klaviature in bariton, pa tudi pel je. Tudi on je, tako kot njegov sin Denis, imel vzor v domači hiši, saj je prav tako njegov oče nastopal v ansamblu. 3 generacije glasbenikov v družini torej. No, Denis pa je letos na 56. festivalu narodno-zabavne glasbe na Ptuju prejel Korenovo plaketo, ki jo podeljujejo najboljšim pevcem. Pri 8 letih se je začel učiti diatonično harmoniko in tako razmišlja danes o tem. Ko sem bil osnovnošolec, se mojim sošolcem to, da igram harmoniko, ni zdelo nič navdušujočega. Danes pa otroci in mladi z velikim zanimanjem prisluhnejo prav harmoniki in poznajo tudi ogromno besedil narodno-zabavne glasbe, ki se v zadnjem obdobju pogosto obarva z zabavnimi ritmi. Zgodbo o glasbeni družini tudi mama Lidija in hčerka Sara prepevata, najdete v prilogi Štajerc. To je bil večerodnevni podcast, Večer je zjutraj 25. septembra 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek.
Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani spletni večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.